Dobrodošli v novi Bitcoin analizi. Ja, danes imamo končno spet Bitcoin analizo. Najprej bi se rad opravičil, da je prejšnji teden ni bilo, ampak v bistvu se je zgodil tisto z Binanceom, tisto lawsuit in se mi je zdelo bolj pomembno za coverati. Poleg tega se pa na srečo ni v bistvu nič kaj takega zgodilo z Bitcoinom v tem času, ko ni bilo analiz. Je tradal relativno sideways, no, tako da se mi zdi, da nismo nič ful pomembnega zamudili. Bo pa zato mogoče danes malo daljša analiza. Rad bi pogledal dosti higher timeframe za recimo naslednjo leto celo. Glede na to, da smo zdaj aprila, se pravi, smo dobili v bistvu pred kratkim, 2 dni nazaj, closure na monthly chartu in na v bistvu še bolj higher timeframe na quarterly chartu, se pravi za 3 mesece. Tako da jaz bi šel v bistvu kar v analizo. Najprej bi si na hitrico pogledal malo update od zadnje analize, ko smo gledali 5-day volatility proti stochasticu. Torej še enkrat ful na hiter, ko je ta indikator pod 15 percentilov, lahko pričakujemo večji premik, ko se pač expanda, ta indikator predstavlja volatility. Ja, to probably vsi že veste, ko gledate te Bitcoin analize. No, pol si lahko pomagamo za stochasticom, ko je bil obrnen nagor. Poprečno je pri 5-day timeframeu sledil premik 42% v 36 dneh. Prva standardna deviacija je pa v tem primeru 7%, torej to pomeni, da bo ta 2/3 rezultatov prišle med 35% pa 49%, 7% od njih 42%. No, v bistvu, če gledamo pač ta premik v bistvu iz teh lowsov, ki so bili tudi lowsi volatilityja, smo videli v bistvu zdaj do highsov že 41% premik, se pravi skoraj 42%, no. Se pravi, dosti v bistvu spot on s temi rezultati. Zdaj v bistvu premik traja šele 20 dni, se pravi, a je možno, da v naslednjih 2 tednih Bitcoin proba tam proti temu zgornjemu delu prve standardne deviacije. Mislim, ja, je možno, bil bi pa jaz v bistvu zadovoljen tudi s tem premikom, ki smo ga videli do zdaj. In ja, to v bistvu bo to za tale setup. Gremo kar naprej. Weekly Gaussian channel se je včeraj končno closil nad to mediano, se pravi, tukaj je isto kot pri 5-dayu, ki smo ga gledali več kot en mesec. Se pravi, ko se close nad to mediano, smo videli v preteklosti, se pravi, pač v preteklosti smo videli, ko se je to zgodil, premik vsaj do zgornje črte, ponavadi še več. Je res, da na weeklyju se to zgodilo v preteklosti samo 3-krat zaenkrat. Ampak ja, mislim, statistika je na tej strani, da pač bomo videli najverjetneje premik vsaj do te črte. Zdaj pač, ne vem, recimo v roku enega meseca, nek tak timeframe, se mi zdi primeren za ta premik. Se pravi, ta zgornja črta je trenutno na 32,000. Tako da jaz pričakujem nek premik s časoma do tega levela. To je tudi bil tisti v bistvu resistance maja, ki je pač, mislim resistance, support maja, ki je prednje je kolapsala Luna, preden je šel bankrupt Voyager, BlockFi, ne vem kaj vse še. Tako da ja, v bistvu ta target bi jaz gledal, no, da Bitcoin pride s časoma do tam nekje. No, zdaj bi si pa rad pogledal v bistvu še malo bolj higher term timeframe. Na zadnji analizi sem v bistvu dobil komentar tudi, da bi radi videli analizo za leto, mogoče 2 leti. Tako da se mi zdi danes perfekten timing, da to tudi naredim, glede na to, da smo dobili closure na 3-mesečnem chartu, pa na mesečnem chartu zdaj 2 dni nazaj. Gremo zdaj v bistvu kar na
quarterly chart, ker tukaj je par zanimivih stvari. Dobili smo closure in s tem potrjen hidden bullish divergence, v bistvu in od teh lowsov in tudi iz teh lowsov v bistvu. S tem je tudi Bitcoin nazadnje bottomal, se pravi hidden bullish divergence, če slučajno ne veste, kakor sem narisal lower lowsi na temu RSI indikatorju, medtem ko na chartu vidimo higher lowse. Poleg tega, če si pogledamo volatility na 3-month chartu, zelo nizko, v bistvu samo enkrat v zgodovini Bitcoina je bil volatility nižji, kar v bistvu pomeni na 3-month chartu, če je toliko nizka volatilnost, da bomo najverjetneje videli pač zelo velik premik, eden največjih premikov. Tako da ja, v bistvu pač vedno, ko je bil volatility v tem rangeu, se pravi, tle je bil dosti nizko, smo pol videli ogromen premik, tukaj je bil isto dosti nizko, smo pol videli ogromen premik. Tako da najverjetneje, ko se ta volatility expanda, se zna, mislim, kar hiter premikati, pa kar pač velik premik dobiti, Poleg tega smo dobili closure tudi na monthly chartu. Tukaj bi rešil samo na hiter, čez ta indikator še vedno je obrnen na gor, monthly accumulation distribution. Vedno, ko se ta indikator obrne, je to pač sovpadalo z lowsi. Ta indikator se je obrnil februarja oziroma marca se je obrnil na gor, Tako da je to v bistvu samo še en indikator, ki nam pokaže, da so lowsi že bili doseženi, verjetno. Je res, da se je pač strmina tega indikatorja malo mogoče, malo se je pač zmanjšala, ali kako bi rekel. Ampak to, mislim, meni se to ne zdi nič takega, to smo videli tudi recimo v preteklosti. V bistvu je bilo dosti podobno, pač dosti dober mesec, dosti velik premik v enem mesecu, tako kot smo videli nekako tukaj, in pol basically po temu smo videli v bistvu še večji premik, tako da bomo videli, kaj zdaj prihaja. Poleg tega na monthly chartu imamo še vedno tale RSI hidden bullish divergence, se pravi iz teh lowsov 2020 na te lowse, se pravi enak kakor tam pri 3-monthlyju, se pravi lower lowsi na RSI-ju, higher lowsi na price actionu. Tako smo v bistvu bottomali tudi tukaj, se pravi, kaj je to, 2019, tako smo bottomali tudi 2015. Poleg tega še en indikator, ki ga še nisem obravnaval na temu kanalu, Joule indicator, se pravi, vedno, ko smo videli Joule, da se je obrnil, pa dobil pač belo barvo v tem nizki eri, se pravi pod 35 je to ponovadi, je to pač ful dobro sovpadalo z major lowsi, se pravi, imamo enega hle 2015, imamo enega hle 2019, imamo enega tukaj zdaj, se pravi 2022. In kar je zanimivo, tukaj lahko narišemo tudi en trendline. Vidimo, da pač so se lepo odbijali te lowsi Joule indikatorja od teh trendlinov. To je obenem še pač hidden bullish divergence, ampak ne dam spet ful velik na pač divergence na Joule indikatorju, ampak mislim, je tudi nekaj, Vse v bistvu enak je na stochastic indikatorju, če še to pokažemo v bistvu. Tukaj smo videli dosti podobno stvar, se pravi, da se obrne, lahko v bistvu tukaj pokažem, da se obrne se stochastic v kritičnem območju, in isto lahko povežemo, mislim, isto lahko narišemo ta trendline, se pravi, se odbija od trendlina, obenem je to hidden bullish divergence in v bistvu vsakič so bili eni major lowsi.
No, zdaj bi pa v bistvu to analizo rad končal z malo drugačno, kakor ponovadi. V bistvu neka taka časovna analiza, kar se tiče Bitcoin halvinga. Se pravi, če ne veste, Bitcoin halving je zdaj čez približno 1 leto, ne veste čisto točno datuma, ampak naj bi bil tam aprila, maja 2024. No, in v bistvu, če pogledamo za nazaj vse te Bitcoin halvinge, vidimo, se pravi, s temi črtami imamo označene vse halvinge v preteklosti. No, in kaj vidimo je, se pravi, pred halvingom, v bistvu dosti pred halvingom je ponovadi pri Bitcoinu en tak močen downtrend, se pravi, to gledamo na weekly chartu. No, in kaj je zanimivo, je, da Bitcoin je do zdaj v bistvu že 3-krat breakal ta downtrend okoli 1 leto pred halvingom. In v bistvu, ko se to zgodi 3-krat, to mogoče že ni pač naključje. Se pravi, tukaj če zmerimo 54 tednov, se pravi 52 tednov je eno leto, se pravi dosti blizu, a ne? Dosti blizu enega leta. No, pol bomo pogledali v bistvu te premike, kaj ponavadi sledi. Ampak ja, v bistvu vidimo od tega premika, mislim od tega, ki je breakal, okoli 140% do naslednjih highsov. Ok, se pravi, to je bilo 2012 halving. Poglejmo si 2016 halving. Bitcoin v močnem downtrendu, breaka ta downtrend 56 tednov pred halvingom. Se pravi, vidimo zelo podobno. In v bistvu isto pol od tega en dosti močen premik, 110%. Ok, poglejmo si še halving maja 2020. Isto Bitcoin v močnem downtrendu, breaka ta downtrend 59 tednov po halvingu. Ok, spet dosti zanimiv. In v bistvu se zgodi premik, se pravi 160%. No, kaj se zdaj dogaja? Se pravi, halving, kakor smo rekli, je približno 1 leto od zdaj. In kaj se je zgodilo? Bitcoin je breakal tale downtrend, se pravi 65 tednov pred halvingom. Se pravi, vidimo v bistvu spet dosti blizu tega enega leta, oziroma vedno je več, ne, če tako gledamo. No, in tukaj sem pa izračunal, se pravi, povprečen ta premik, ko breakamo trend pred halvingom do naslednjega higha, je bil 140%. Zdaj, pa v 100 dneh. Zdaj pač 140% ne bi bil lih moj prvi target, sploh v 100 dneh, zato ker 100 dni v bistvu od tega, ko smo breakali ta trend, je, se pravi 100 dni, ja, 14 tednov, to bi v bistvu bilo konec aprila, začetek maja. Tako da 100% se mi zdi malo huda, da se to probably ne bo zgodilo, ampak mislim, dajmo si pogledati v bistvu, kaj mi nas preneslo. Se pravi, 140% od tega, ko smo breakali ta trend, Bitcoin prenesel na basically na 50,000. Kakor sem rekel, ja, pač to se mi zdi, da se definitivno ne bo zgodilo, sploh ne v enem mesecu. V bistvu bi si upal reči, da tudi letos ne. Dajmo si pogledati, kam bi nas prenesel najmanjši move, ki smo ga videli, se pravi pred tem halvingom, ki je bil okoli 100%. 100% bi nas prenesel na dobrih 40,000, 43,000. Tudi to se meni zdi malo huda, ampak že malo bolj mogoče, se pravi, da pridemo nekje v ta area tukaj. No ja, kaj je še, v bistvu kaj je pol še zanimivo? Po temu premiku, se pravi povprečnem premiku 140%, v bistvu vedno vidimo od tega
pol en dosti tak nasty sell-off, se pravi, tukaj v 2020 sploh, ne, ki je bil ta korona dan. Ampak v bistvu tudi pri drugih primerih, se pravi tukaj, čeprav ne izgleda veliko na chartu, ampak od highsov, ne, pa do lowsov, je to še vedno 30% move. Se pravi, isto tukaj, dosti tak nasty sell-off. No in tukaj sem pol še izračunal v bistvu povprečen sell-off, ki je pa 40%. Se pravi, isto dosti veliko. To se vsaj zgodi pred halvingom. Se pravi, kaj bi lahko mi zdaj pričakovali v bistvu, da bi se zgodilo pred halvingom? V bistvu Bitcoin, da pride mogoče blizu te, se pravi, kaj je to, blizu tega 40 area, no in da pol v bistvu vidimo en večji sell-off. Pač 40%, če gledamo recimo iz 40,000, je v bistvu prenese Bitcoin nazaj na 25,000, ne. Tako da to se mi zdi, možnost, da bi se lahko zgodilo letos nekaj takega podobnega. In probably mislim, če se to zgodi, bi bil pol ta 25,000 dosti dober buying opportunity. Tako da ja, dosti zanimiva se mi je zdela ta analiza, kar se tiče Bitcoin halvinga, pač malo drugačna analiza mogoče, koliko pač spet pri Bitcoinu ni bilo veliko primerov v preteklosti, samo 3 do zdaj, tako da nam to da ful premajhen vzorec, ampak vseeno se mi je zdelo zanimivo. To bo to za današnjo analizo. Če koga zanima Bitcoin trading, si lahko pogledate videe, ki jih imamo na to temo, plus spodaj je link za Bybit platformo, ki je po mojem mnenju najboljša platforma za tradenje Bitcoina in na splošno tudi za kupovanje kriptovalut. Tako da si pogledajte link, lahko dobite nek sign-up bonus in ja, mislim, to bo to za današnjo analizo. Upam, da vam je bila všeč. Hvala, ker ste gledali in se vidimo v naslednjem videu.